O tej potezi so na občini Trebnje razmišljali že ob obnovi in dozidavi podružnične šole, pravi tamkajšnji podžupan. Ja, od te investicije pričakujemo zmanjšanje stroškov obratovanja podružnične šole. Seveda je bil pa tudi povod te investicije v tem smislu izkoriščanja zelene energije. Sončna elektrarna bo proizvedla približno 48 megavatnih ur električne energije na leto. To zadostuje za oskrbo 12 gospodinjstev, oziroma na leto bo prehrana približno 29 ton izpustov ogljikovega dioksida, kolikor bi ga po proizvodnji takšne energije proizvedli tradicionalni energetski viri. Zasebni partner, ki je do zdaj postavil že več kot 250 sončnih elektrarn v Sloveniji, je streho šolo v Dobrniču najel za 25 let. Mi smo prepričani, da se bo pa celotna investicija povrnila, to se pravi nam kot investitorjem v nekih 6-7 letih. Seveda pač dobičke bomo po vso nadaljnje obdobje delili z občino Trebnje v tem dogovorjenem odstotku. Naložbe se sicer veselijo tudi na šoli, saj lahko tako učenci v praksi spoznavajo, kako prispevati k odgovornemu odnosu do okolja. Mislim, da se s tem projektom kaže učencem, kako se pristopa k odgovornemu ravnanju do okolja, v katerem živiš. Čeprav morda za vesoljno zemljo se zdi to majhen kamenček, pa je pomemben kamenček v celotnem mozaiku ekološkega pristopa. To pa verjetno ne bo edina sončna elektrarna na strehah osnovnih šol v trebanjski občini, saj se že dogovarjajo za postavitev novih. Prva naj bi bila na vrsti matična šola v Trebnjem.